Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moja kariera, kjer je danes z mano izredno zanimiva gostja. Namreč Snežana je finančna arhitektka že več kot 17 let. In predtem pa je 29 let delala tudi v UKC Ljubljana. Tako da, Snežana, dobrodošla, pozdravljena v oddaji Moja kariera. Ja, hvala lepa za povabilo in seveda lep pozdrav. Snežana, midva se bova danes pogovarjala o pomembnosti te finančne pismenosti. Se pravi, kako zaščititi osebne, poslovne rizike, predvsem v bistvu, če gledava celoto kot družina, kajti ne nazadnje, vsi gosti, s katerimi se pogovarjam, vsak ima neko svojo kariero. In ravno tako si tudi ti enkrat, se pravi, imela neko idejo, kakšna bo tvoja kariera, in ko si prišla iz Bosne, se pravi, to je bilo kar nekaj let nazaj, je bila tvoja vizija, da bo tvoja kariera kaj? Kje je tisto, kjer si začela svojo pot v Sloveniji, se pravi, brez nekih poznanstv, brez nekih vez, brez neke socialne mreže? Ja, malce se bom še vrnila v preteklost. Že kot dekle sem sanjala o uspešni karieri, sebe sem videla kot poslovno žensko, s poslovno torbo, ki delam z ljudmi in delam dobro in koristno delo za ljudi. Predvsem sem si pa želela tudi uspešno družino, ljubezen. In potem me je kot študentko prava pripeljala ljubezen v Slovenijo. In takrat jaz v resnici nisem vedela, kaj natančno bom počela. Prvič, jezika nisem znala, ene besede same slovenščine, nikogar nisem poznala, nisem imela mreže. In takrat sem se učila, da sem povsod zbirala te informacije, vse me je zanimalo, pa mi je soprog rekel, pa lej, več kot v trgovino pojdi. In kaj sem mu rekla, Andrej? Sem rekla, ne, jaz v trgovino ne grem sama. Danes pa moj soprog pravi, če bi ti le ta navada ostala. Ja, se pravi, to je bil ta prvi začetek, no, ampak se pravi, ti si prišla študirati pravo v Slovenijo, ali si? Študirala sem pravo v Baneluki, tu sem pa potem nadaljevala drugo poklicno pot, torej zaposlila sem se v zdravstvu. Od začetka seveda sem delala v administraciji, bila sem tajnica nekaj časa, poslovna sekretarka, strokovna sodelavka, od pediatrične klinike do geriatrije. In tam sem se seveda srečevala z različnimi življenjskimi situacijami. In kaj pa je bil, recimo, če čistko pogledava na hitro, torej tisto, bom rekel tako, mogoče največji odločilni faktor, da si rekla, ok, mogoče pa bi res bilo smiselno, da se malo pobližje spoznam z zavarovanji, s finančno pismenostjo. Kaj je bil tisti mogoče vzvod, motivator? Ja, to vprašanje mi res izvabi močne spomine, občutke in je eno preprosto dejstvo. Takrat, ko sem namreč delala v kliničnem centru, bila sem še tam nekje zelo mlada, zelo mlada, skratka. V teh časih sem razmišljala, da se bolezni, slabe stvari dogajajo samo drugim ljudem, torej našim pacientom. In da jaz zavarovanja ne potrebujem. Bila sem namreč zelo stereotipnega razmišljanja, da človek ostane večno zdrav, mlad in da življenje gre vedno v pozitivni smeri. Pa vendarle ni temu tako. Neštetokrat sem bila priča stiskam, kajti ko nas življenje preseneti, ko pogledamo drugo plat življenja, torej na tej strani imamo vsi lepe želje, delamo, ustvarjamo, družino imamo radi, svoje delo imamo radi, potem nas pa preseneti lahko tudi druga plat življenja in to je naše zdravje. In to je temelj vsega. Si pa verjetno, se pravi, glede na to, da si bila v administraciji, v stiku, seveda z ogromno različnimi zgodbami, in verjamem, da se te to mogoče še malo bolj dotaknilo in da ko se je pojavila priložnost, ok, imam možnost vzporedno začeti delati na svoji novi življenjski karieri, ker marsikdo razmišlja tako, da v bistvu zdaj pa zamenjaš službo ali pa greš, se pravi, ne vem, nekje zaključiš delo in kar odpreš podjetje. Poznamo ogromno različnih zgodb, kjer neke osnovne ideje se vedno začnejo odvijati vzporedno in tako je bilo verjetno tudi pri tebi, a ne? Ja, res je, tako kot sem uvodoma povedala, sanjala sem vedno o eni poslovni karieri.
In svoje delo na kliniki sem imela izjemno rada, zelo rada sem tam tudi bila in sobivala, vendar je v meni vedno ostal ta nek neizpolnjen del mene. Dosegla sem tu, želela sem nove izzive, želela sem tudi delati mnogo bolj delo, ki izpolnjuje mene in delo, ki da tudi dodano vrednost ljudem. In kot sem rekla, ko sem videla vsakodnevne te stiske, pa tudi med sodelavci, tudi med različnimi populacijami, to je bilo, se pravi, razlog, zakaj sem jaz potem tudi seveda razmišljala in se spogledovala s tem. Vsekakor je pa eno ključno dejstvo, da ta odločitev ni nastala čez noč, ker zapustiti varno službo, se pravi, dobro službo, redno plačo po 29 letih in se pozdati na cesto v zavarovalništvo, ko me nihče, razen moje družine, ni podpiral, ni bila pa enostavna odločitev. Medtem, ko se midva pogovarjava, imava tudi tukaj vzadej kar nekaj slik, se pravi nekaj iz tvojih potovanj, nekaj izobraževanj, nekaj slik tvoje čudovite družine. In če bi tako rekla čist ta začetek, se pravi, danes rečemo finančna arhitektka, velikokrat pa tako, bom rekel, ko spremlja ljudi in jim omeniš, se pravi, zavarovanje rizikov, finančna pismenost, marsikoga tako kar ga malo strese. Me zanima, se pravi, malo to, kakšni so bili tisti mogoče prvi odzivi kakšnih tvojih bližnjih znancev, kakšnih sorodnikov, ko si rekla, ok, jaz sem pa od zdaj naprej zavarovalna agentka. Res fantastično vprašanje in ob tem vprašanju sem se jaz nekoč res tresla, kako bom jaz seznanila mojo bližnjo okolico, moje družino, da sem jaz iz takega poslovnega okolja odšla v poklic, ki ravno takrat, pred 17 leti, je imel še nek morda priokus, ki ga si takrat niti nismo zavedali. No, danes pa lahko rečem, ko gledam na to izkušnjo, je bila fantastična. In kot sem omenila, me nihče razen moje družine ni podpiral v tem, ker jaz sem mogla pri sebi dojeti, da je to izjemno koristno in pomembno delo. Ko pa seveda sem začela delati in ko gledam danes moje številne stranke, moje podjetnike, družine, katerim sem jaz ravno za svojim znanjem in izkušnjah skreirala ustrezen načrt njihove finančne varnosti, da smo jim zaščitili dohodek v trenutku, ko se je kaj nepričakovanega pripetilo, ko niso mogli delati, opravljati tega dela, ki ga imajo radi, plačevati na drugi strani kreditov, plačevati šole otrokom, nenazadnje vseh potrebščin, ki jih človek v življenju potrebuje, je pa potem seveda drugačna slika. In danes rečem s polno ponosom, ja, sem ponosna na svoje delo in to je moj način življenja, zato ker biti finančni arhitekt pomeni najprej ozavestiti ljudi, ozavestiti stranke, da nismo nedotakljivi, da nenadne dogodke nimamo vpliva, vsak si želi biti zdrav, vsak si želi biti uspešen, v svojem seveda kontekstu, vsak želi najboljše za sebe, pa za svojo družino. Tisti pa, ki imajo podjetja, bodi si SP, kakršnokoli obliko, pa absolutno morajo pa v prvi vrsti si zaščititi svoj način dela, dohodka in se vprašati eno vprašanje, kako bi izgledalo moje življenje, če jaz jutri ne bi mogla opravljati svojega dela, če ti, Andrej, enako to vprašanje si zastaviš, boš takoj imel drugačne vibracije, drugačno občutenje, kaj v resnici pomeni samo delo, in beseda zavarovanje je samo beseda in pa moramo mi dati drugačen pomen v resnici. Ker ko se mi ustavimo, nihče nam ne da tega dohodka, nihče, razen ravno tega segmenta. Meni se zdi to vprašanje smiselno, ker marsikdo, ki stopa, veš, na neko svojo karierno pot, ali ima podporo družine, imamo tudi drugi pol, kjer v bistvu nimajo podpore družine. Včasih je podpora od prijateljev, ampak ne nazadnje se mi vedno zdi tisto, oziroma saj tudi, ko se pogovarjam z drugimi, vedno mi reče to, hvaležen sem za to, da sem takrat naredil ta korak, ne glede na to, kaj so mislili ostali.
In to se mi zdi tudi kot pogum, ker midva, če danes lahko pogledava, kar je bilo, se pravi, od danes nazaj, lahko opiševa, kaj sva doživela. Se pravi, ko pa gremo gledati v prihodnost, pa lahko samo poveva, kaj si želiva. Se pravi, to je čisto neka fikcija, neka iluzija, ne morava pa reči, tako bo. In to je tisto, kar nas povezuje, in jaz predvsem opažam, da preveč ljudi živi v preteklosti in iz sedanjosti ne gledajo na to, kaj morajo danes narediti, zato da jim bo v prihodnosti lepo. Tako da, Snežana, midva narediva en kratek premor in potem se vrneva nazaj. Tako da, dragi gledalci, hitro čez nekaj trenutkov spet z vami, kjer nadaljujeva o konkretnih stvareh, kako si družina lahko ustvari en tak pravi finančni steber za svojo družino. Velikokrat, ko želimo, se pravi, narediti nek napredek, ali je to v življenju, karieri, ali pa želimo začeti nekaj novega početi. Pogovarjala sva se prej in lepo si omenila tudi, se pravi, jaz ta stavek velikokrat uporabljam, najprej se moramo ločiti od nečesa, da bi sploh lahko nekam šli. In če ti se pravi, pogledaš na svojo kariero, prej si že omenila, ti si se mogla ločiti, se pravi, od varne službe, od nekih varnih stvari, seveda pa verjamem, da si imela na drugi strani že zelo dobro izdelan načrt in dajva reči tudi kakšno o tem, kako v bistvu poteka način, se pravi, tvojega dela, ker ne nazadnje, se pravi, s tvojim delom, ne da samo vplivaš na svojo kariero, temveč vplivaš na kariero mnogih, da ne rečem na tisoče ljudi, posameznikov, ki delajo v drugih panogah in kako potekajo te pristopi, da malo razbijemo ta tabu dela zavarovalničarjev, finančnih arhitektov in tako naprej. Ja, čisto enostavno, če odmislimo vse in pogledamo čisto realno življenje, ko se midva sedaj pogovarjava, sva lahko prijatelja, sva lahko poslovna, se pravi, poslovno relacijo imava, sva poslovna partnerja, kakorkoli. Ampak vedno je odnos. Odnos je ta pristnik, ki ga zgradimo z ljudmi, je ključen. In jaz dejansko z mojimi strankami izhajam predvsem iz ene zgolj osnove. Res se zanimam za ljudi, iskreno mi je pomembno, zanima me tudi njihov način življenja, razmišljanja, kako lahko jaz s svojim znanjem in izkušnjem jim pripomorem, jim prisluhnem in od tu naprej, tako kot prideš zdravniku, najprej mora narediti eno analizo in se za tebe zanimati. Od tu naprej je pa seveda, pride pa moje znanje pa izkušnje. To, kar človek si želi, potrebuje, zanima me seveda njegov stil življenja, pogovarjamo se odkrito o vsem, to je ključna stvar, torej njegove finančne obveznosti, finančna situacija, kako upravlja z dohodkom, kako ga služi, kako upravlja stroški, kak odnos ima do denarja. Potem pa pride tisto bistvo, ker človek je vsak posameznik za sebe. In tako kot je definicij uspehov, toliko je tudi definicij finančnega načrta, kot je milijard ljudi na svetu. In jaz se ravno temu posvetim. No, ampak če bi rekla, se pravi, glede na izkušnje, ki jih imaš, recimo, kateri del informacij, ki jih mogoče, se pravi, splošna javnost preveč posplošuje, hkrati pa, se pravi, v 17 letih dela s strankami in seveda tako, bom rekel, prijetnimi primeri in tudi na drugi strani malo manj prijetnimi primeri, predvsem iz stališča, se pravi, za strank, in pa hvala po drugi strani, da so te stranke imele zavarovanje. Namreč meni včasih kdo reče, joj, Andrej, veš, poznam zdaj nekoga, zavaroval se je in zdaj se mu en kup enih stvari dogaja. Jaz vedno rečem nazaj, verjamem, da si ne želiš predstavljati, da ta oseba ne bi imela zavarovanja. Kaj so recimo tista neka izhodišča, na katere res, se pravi, ljudje premalokrat, ker v končni fazi tudi to sva se pogovarjala, želiva ozavestiti ljudi o pomembnosti vsega tega,
na katere stvari res ljudje premalo ali pa tako preveč z levo roko jemljajo vezano na zavarovanja? To je pa res ena taka čist enostavna in zanimiva, bi rekla, pozicija življenjska, miselnost. Sem nedotakljiv, vse je ok, ne potrebujem zavarovanja, imam tam, ne vem, delam, imam kupček denarja, ki jutri, če se mi kaj zgodi, bomo to vzel, oziroma itak se mi nič ne more zgoditi, ali pa tako, kot si ti omenil, so pač v neki situaciji, pa ostanemo na enem takem prepričanju. V resnici je življenje čisto drugačno poteka. In če ga mi ne posplošujemo, če se izhajamo iz svoje pozicije in si zastavimo to res vprašanje, kot sem prej rekla, a jaz ustvarjam denar za svojim delom? In tu pridemo do temeljnega načela finančne pismenosti. Se pravi, koliko časa človek nameni svojemu delu. Večino budnega časa danes delamo. Drži, večina ljudi, vidim večina mojih podjetnikov, družine. In potem, ko se jaz pogovarjam z mojimi strankami, jih najprej podučim o temeljnih načelu finančne pismenosti, torej dolgo se šolamo, nenehno se izobražujemo, izpopolnjujemo, zato da lahko delamo. Delamo zakaj? Zato, ker želimo imeti več denarja, zato tudi menjamo službe, zato tudi toliko časa prestanemo. In temeljno načelo je sledeče. Ko zaslužiš denar, ga v prvi vrsti zaščiti to delovno sposobnost, če jutri ne boš mogel upravljati dela, da imaš rezervo, ki se ti na tvoj tekoči račun izplača. Drugo, oplemeniti ta denar, torej poskrbi tudi za finančne načrte. In vsa vprašanja, se pravi, ko se splošno pogovarjamo s prijatelji, kjerkoli, so splošno mnenje. Zelo pomembno, čigavo mnenje poštevamo. Snežana, lepo si rekla, se pravi, ko denar zaslužimo, bi mogla biti naša miselnost, dajva se zdaj pogovarjati o novi miselnosti. Imava staro miselnost in imava novo. Nova miselnost bi mogla biti, se pravi, ko zaslužim denar, najprej kako ga bom zaščitil. Absolutno. Drugi korak, kako ga bom oplemenitil, pa kaj pa večina ljudi počne? Ja, v bistvu finančna pismenost... Zapravi ga verjetno še preden ga sploh dobi, Ja. In tukaj se začne, po moje, tudi prvi korak finančne pismenosti, Velikokrat slišimo, zasluži oziroma porabi manj, kot zaslužiš, Ja, mnogokrat se to v praksi s tem soočam in srečujem, Ko ljudje rečejo, pa se jaz bi tudi varčeval, pa jaz bi se tudi zavaroval, sam denarja nimam, Pa ga vprašam, kakšen je to dohodek, pa pravi, jaz zdaj imam pa 200 evrov večjo plačo, ampak živim še vedno naprej. Ni v tem rešitev, koliko denarja zaslužiš. To nas ne definirate več. Kaj s tem denarjem, ki ga zaslužimo, naredimo? Kako upravljamo s tem? In to je potem odgovor preprosto rešitev. Ja, kontaktirajte me, se bomo potem v resnici vzeli čas, pogledali, kaj je na podlagi vaših želja, potreb in pa seveda stila življenja tisto, ki je za vas najbolj primerno. Imaš občutek mogoče, da je ljudem težko priznati, da je mogoče, se pravi, področje financ, pa področje poznavanja različnih zavarovalnih produktov, namreč produktov je več, da jih je mogoče sram priznati, da tega ne poznajo, da ne zmorejo in potem sami nekaj probujajo in na koncu pride do cele zmešnjave? Kakšne so izkušnje ponavadi? Ja, prav hvala posebej za to vprašanje, namreč, ker ga pogosto dobim, pa jaz bi varčeval, ampak se ne spoznam na to pa na to. Oziroma bi se zavaroval, pa ne poznam tam. Jaz nisem zastopnica zavarovalnice, ne promoviram eno zavarovalnico, temveč sodelujem z večino in moje delo in moja naloga je, da izberemo skupaj na podlagi teh ključnih pet temeljev dejansko, kaj je za posameznika, ki pred menoj sedi, bodisi da je to podjetnik, bodisi to, da je to družinski ali pač mlad človek ali nekdo, ki je že v 3. življenjskem obdobju. In od tu izhajamo. Ja, ne glede, ali ste vi ekonomist, ali ste pravnik, ali preprosto ste v kateremkoli drugem delu, ne moremo poznati stroke v financah, v zavarovalništvu, če se s tem seveda profesionalno ne izobražujemo. To je logično. Danes so informacije dostopne povsod, vendar to ne moremo enačiti z strokovnostjo pa znanjem.
Ja, sej to je enako, kot če bi rekli, ne, tudi v smislu vezano na različne bolezni. Ne. Imamo hitro dostopne informacije, ne, ampak to še ne pomeni, da tudi upoštevamo nasvete, ki jih dobimo. Seveda. A ne, in tukaj je ponovadi ta velik razkorak med ljudmi, a ne, da preveč, bom rekel, tako kot jaz vidim to, a ne, se pravi, marsikdo si ne upa izraziti, lej, tukaj potrebujem pomoč. Ne, jaz samo, če na to pogledam iz stališča kot coach, a ne, jaz lahko pomagam, če imam na drugi strani človeka, ki je pripravljen pomoč sprejeti, ne. In verjetno ste vi, oziroma si tudi ti sama, marsikdaj v vlogi, ne, kjer vidiš, kako bi oseba lahko neke stvari pri sebi izboljšala, samo ti ne moreš spremeniti namesto njega. Ne. Tako da tukaj je zanimivo in o tem se bova pogovarjala Snežano še v našem tretjem delu, kako v bistvu res pomagati ljudem spremeniti to miselnost, da bojo več, se pravi, denarja namenili sebi, kot pa zaščiti svojemu premoženju, ki je prav tako eden izmed temeljev za zaščito. Marsikatera družina nameni več denarja za zaščito svojega premoženja v smislu zavarovanja avtomobilov, zavarovanja hiš, mogoče čolnov, nekih tako imenovanih premičnin, kot pa bi v bistvu namenili za zavarovanje sebe, kajti skozi mojo kariero, mojo kariero, tvojo kariero, Snežana, in kariero v bistvu vseh naših gostov, pozabimo, da smo v bistvu praktično mi tista največja dodana vrednost oziroma tisti del premoženja, na katerega pa pozabimo, da bi bilo smiselno, da ga ustrezno zavarujemo. Osredotočiva se predvsem na ustrezno, ker marsikdo ima neko zavarovanje, samo problem je v tem, nekaj se zgodi in ker zavarovanje ni bilo ustrezno, reče, Ja, res je. V praksi dejansko se s tem soočam pogosto. Ja. Namreč, če gremo zdaj v resnici v prakso. So kakšne usmeritve, recimo, ne vem, a veš, vseeno v tem tretjem delu pogovora, skušamo gledalcem, poslušalcem dati neke usmeritve. Seveda lahko te tudi kontaktirajo, samo vseeno, da rečeva, ok, kaj bi bilo neko priporočljivo, da mogoče iz tega stališča že bolj opolnomočimo, se pravi finančni pismenosti gledalce, da preden te kontaktirajo, že imajo nek načrt, kaj želijo. Tako, da kljub znanju, vedenju v trenutni situaciji se opogumijo in pa jasno, dajo si priložnost, da se o tem tudi pogovorimo. Čisto enostavno priporočilo je, torej vsakdo izmed nas bi se moral pri osebnem zavarovanju vprašati 5 stvari. Torej, ali imam poskrbljeno za ta temelj, torej zavarovanje v primeru neke težje bolezni. Takrat se mi ustavimo, ne moramo delati, stroški nam ostanejo, zaradi takega stanja se poveča. Zavarovanje v primeru invalidnosti, ki je posledica poškodbe, ki je lahko trajna, ki je lahko huda stvar. In o tem se je treba spregovoriti, zato ker se soočamo vsakodnevno. Jaz kot podjetnica dobivam nenehno vprašanja in povabila, če seveda prispevam kak dinar, kakšne prispevke finančne. Zakaj? Ravno zaradi tega, ali je kdo v družini nažalost bolel, ali je pač celo družinskega člana izgubil. Torej, tretja stvar je seveda življenjsko zavarovanje. S tem poskrbimo za varnost tistih, zaradi katerih največ delamo in ki so nam najbolj pomembni in ki so od našega dohodka odvisni. Potem vrsta zavarovanja, ki je danes nujna, o teh nas mediji nenehno seznanjajo, torej vidimo, kakšna je zdravstvena situacija, zdravniki so prezasedeni, težko pridemo do kakih specialističnih preiskav in tam se ustavi, ki je ključno, da pravočasno seveda povrnemo zdravje ali pa se začnemo zdraviti, če se nam pripeti nek neljub dogodek. Zatem naslednja stvar je pa pri vsem tem, tisti, ki imajo zavarovanje,
je zelo pomembno vedeti in tudi koga na začetku urejamo, ali kakšno vrsto je za mene pomembna in ta trenutek potrebna in primerna. Višina zavarovalnega kritja, ki mu rečemo zavarovalna vsota, je zelo pomembna, ker ni vseeno in tako kot si ti prej omenil, tudi kaj vsebuje ta polica, ker jih je več vrst, tako kot je tudi seveda ponudba pestra in to je prav, človek potrebuje različno stvar. Torej, ali določena zvrst zavarovanja vsebuje to, kar jaz potrebujem in je glede na moj stil življenja sedaj primerna, ker sem lahko starejša, ker sem lahko spremenila stil življenja, morda imam danes 3 otroke, morda imam enega ali kredite ali podobno. Se pravi, gre za zelo veliko različnih stvari, na katere je treba biti pozoren. Res je. In jaz sem vesel in hvaležen tudi, da se že vrsto let poznava in da na ta način pomagaš ljudem, kajti res tako, kot sam jaz vidim, ljudje premalo poznajo v neke te globine in zdaj si naštela v bistvu najpogostejše oblike zavarovanj. In marsikdo res, kot si omenila, zavarovalna vsota, na podlagi česa, ker jaz recimo tako včasih naletim na koga, ki je res, ali je res premalo zavarovan, se pravi podzavarovan, ali pa na leto sem tudi že na kakšne mlade podjetnike, ki pa so zavarovani res preveč. Kokočevski medved. Ja, kokočevski medved, s tem, da so potem tudi razočarani, ker ne poznajo, veš, recimo, meni se zdi ta kombinacija zavarovanja, ki bi ga res, bom rekel, pa čist vsak mogel imeti, spravi, ki gre za riziko zavarovanje, in v primeru, da če se ti nič ne zgodi skozi vso to obdobje, da dobiš ta denar refundiran nazaj, ker v končni fazi mi bi bilo super, ker sem prej rekel, razmišljanje o zavarovanjih. Zakaj se zavarujemo? Zavarujemo se zato, da če bi se nam kaj zgodilo, da je za nas poskrbljeno. Saj mi se ne zavarujemo zato, da bi se nam moglo kaj zgoditi. In ravno s kombinacijo teh različnih paketov, kakor poznam tvoje in vaše delo, je ravno kombinacija ključna, se pravi, da imaš in eno in drugo. Kajti zavarujemo se res ne za to. Avto recimo zavarujemo zato, ker ga moramo. Hišo zavarujemo zato, ker ga moramo. Mogoče bi bil smiseln predlog, veš, da tudi svoje življenje moramo zavarovati. In ta mogoče usmeritev zdravstva, se pravi, dobrodošla. Jaz se malo to temo pošalim. Saj ne potrebujemo zavarovati ne hiše, ne avtomobila. Zakaj? Smo vestni vozniki, torej si vesen voznik, Andrej, se ti nič ne more zgoditi, te ne bo policija ustavila, po predpisih pelješ, zakaj bi se zavarovala? Hišo, si ne bo stojila ravno v tvojo hišo, udarila si na poziciji, ker ni, ne vem, poplave in podobno, tudi potres, hiša dobro zgrajena, pa vendarle. In kot si prej lepo omenil, ja, to so nenadni dogodki in se prepogosto dogajajo. Zato je zelo pomembno, da imamo to vse urejeno. Kajti tako, kot se zgodi lahko prometna nezgoda, kot se lahko zgodi požar v hiši, mi smo ta steber in ključ, ki zgradi to hišo, prinese ta dohodek in družino v to hišo postavi. In dvoje je ključno, torej posnetek pri sklepanju, ko si me prej vprašal, kaj je primerno. Seveda, prvo je posnetek stanja, kaj človek potrebuje, želi in si lahko privošči na podlagi seveda svojega stila življenja. Druga stvar je pa zelo pomembna. Moj način dela je takšen, da dejansko za stranke skrbim od sklenitve do tega zavarovalnega obdobja. Naredimo bilanco obstoječih zavarovanj, torej kaj smo uredili, dogovorimo se, na kak način to spremljamo, ker se življenjske potrebe spreminjajo, tako kot sem tudi prej omenila, nismo isti človek, ne včeraj, kaj šele čez leto in 2. In vsaj na 2 leti je treba imeti, se pravi, bilanco, check-in, tako kot svoje vozilo nenazadnje. Enkrat na leto ga temeljito pogledamo. In pa seveda imeti strokovnjaka, ki ni vezan na eno zavarovalnico, ampak ima to spekter, širino svetovanja. To se mi zdi eno izmed ključnih, se pravi, dodatkov vezano na to, ker v končni fazi seveda pač vsaka zavarovalnica ima neke svoje prednosti,
z drugimi besedami koristi za stranke. Samo ne nazadnje, ne, transparentnost, se pravi neodvisnosti, verjamem, da v bistvu zelo dobro pripomore k tem, da tvoje stranke lažje sprejmejo odločitev, ker res vidijo, se pravi, da ni zdaj to, da ne v narekovaju, če se dotakneva besede prodaja, ne, da ne ponujaš in prodajaš nekaj, v česar imaš ti največjo korist, temveč da praktično je ves način dela, se mislim, da je to tudi v etičnem kodeksu zavarovalništva, a ne, se pravi, delaj prvo za stranko, tako kot v vseh drugih poslih, in stranke se bojo same vračale. Vseeno, Snežana, midva sva zelo blizu konca najinega današnjega druženja in bom vesel, se pravi, da podaš še kakšno usmeritev za najine poslušalce, gledalce, ki bojo to spremljali, ki spremljajo in seveda, kaj je tisto, kar bi jim svetovala? Ja, eno preprosto povabilo. Vzemite si čas, usedite se, poglejte svoje prihodke, obveznosti, odhodke, zajeto z vsemi stroški, ki jih imate, načinom življenja in pa tudi seveda si zastavite vprašanje, ali znotraj teh odhodkov, stroškov in pa celotnega finančnega imetja imate v resnici ustrezno poskrbljeno za vas, za sebe, za svojo družino v primeru dogodkov, o katerih smo prej govorili, ki se žal pogosto dogajajo in ki so danes seveda največji problem. Uredite si za sebe ustrezno zavarovanje, ki vam in družini oziroma vašemu poslovanju in podjetju nosi in zagotavlja miren spanec. Snežana, hvala za prijetno družbo. Verjamem, da bi se midva o tej temi lahko pogovarjala še ure in ure. Dragi gledalci, drage gledalke, poklic finančni arhitekt vam lahko pomaga pri doseganju vaših finančnih ciljev, temveč ne pozabimo pa na to, da ko se pogovarjamo o financah, je ključno tudi tako, kot je moja gostja Snežana omenila, najprej prvo razmišljate o zaščiti in nato šele o plemenitenju in tako boste brezskrbno lahko vaš čas, vašo energijo namenjali vaši poslovni karieri in na drugi strani tudi vaši družini. Mi pa se kmalu vidimo v naslednjem tednu v novi oddaji Moja kariera. Hvala, da ste bili z nami.